Zdravo, moje ime je Vanessa in danes bomo delali še en true crime case in danes bom govorila o ugrabitvi Colleen Stan, ki je danes tudi ful popularen primer, samo jaz ga še prej nisem čula, zdaj pred kratkim sem komaj ga zasledila, teda mogoče ga kdo od vas še tudi ni čul. Preden grem video, vem, da vas ful dosti želi, da naredim video na Madeleine McCann, ampak ne vem zakaj, sem jaz pomislila, da bo to moj prvi video, ki ga bom posnela, ampak ne vem, nekako se mi ne da ga posneti, tako da obljubim, da bo prišel, ampak ne še zdaj, ok? Bo pa prišel, zaradi tega, ker imam že vse pripravljeno, ampak ne da se mi ga posneti. Zakaj? Ne vem, ker je v bistvu primer, zaradi katerega sem se začela zanimati za vse to in je prvi abduction case, ki sem ga zdarkoli čula. Colleen Stan pozna tudi kot dekle v škatli, oziroma Girl in the Box. Colleen Stan se je rodila 31. decembra leta 1956. Živela je v Ameriki, v Oregon. Pač to zdaj ne vem, koliko je res, koliko je relevantno, ampak nekaj sem zasledila, o vsem, kaj govorim, je vedno linkala spodaj, da si lahko preberete članke. In tu piše, da je bila Colleen Stan high school dropout, torej da ni naredila gimnazije oziroma srednje šole, da se je poročila pri 17 letih in potem tudi razšla oziroma ločila po enem letu, da se je potem odločila, da bo vseeno šla nazaj v šolo in graduatala, torej naredila maturo pri nas in pa se je tudi selila z nekimi prijatelji skupaj v hišo, stanovanje v Eugene, Oregon. Na dan njene oziroma svoje ugrabitve je bila stara 20 let in sicer ugrabljena je bila 19. maja leta 1977. Colleen Stan je v bistvu hitchhikala oziroma štopala, ustavljala avte, da bi šla z njimi do Northern California, kjer je v bistvu potekala surprise party za njeno prijateljico. Zaustavljala avte, štopala in potem z njimi šla določeno distanco in potem šla na drugi avto. Zdaj tak, to vem, da je ful nevarno in to vsi vedo, da je nevarno, ni fajn štopati sam punca sploh. Ona je dansko pri tem bila ful pozorna, pogledala je, kdo je bil v avtu, večkrat je tudi celo zavrnila ljudi, pač je rekla, da hvala, ampak ne bo šla z njimi, ker se pač ni počutila varno. In potem se je pri njej ustavil avto, kjer sta v avtu bila par z 8-mesečnim otrokom. To sta bila zakonca Hooker, ki sta bila le par let starejša. Moškemu je bilo ime Cameron Hooker, ki je bil star 23 let, njegova žena pa je bila Janice Hooker, ki je bila stara 19 let. V bistvu ona bila celo mlajša od Colleen. Pripeljala sta se v modrem kombiju oziroma van in pač, ko je videla njo, je bila ful srečna, ker je bila tako, da bolj perfektno ne bi moglo biti, zaradi tega, ker bila sta mlada, imela sta družino in so tako, ok, to ti ljudje mi zihe ne bo nič naredili. In se odločila, se usedla v avto in so se odpeljali. Prvo je rekla, da ko so se vozili, je bilo ful tiho in malo pač neprijetno, ampak realno, ko se sedeš v neki avto, ko te ljudje ne poznajo, ne začnejo takoj se pogovarjati s tabo, ker pač nikoli ne veš, mogoče se naradi pogovarjajo, mogoče niso hoteli biti siljivi, mogoče so se kregala, pač bilo kaj. In so se pač vozili in so se zmes ostali se na eni črpalki in je Colleen potem šla na WC in je rekla, da v tistem trenutku je dobila neki feeling, kot da pač naj pobegne, naj skoči čez okno in naj gre, zaradi tega, ker nekaj ni v redu. Ampak pač ni poslušala svojih instinktov, ampak je vseeno šla nazaj v avto, kar je pač nažalost bila narobna odločitev. Malo dalje so se potem peljali in kar naenkrat so zavili v neko drugo pot, kjer se je avto ustavil, ven je šla Janice z otrokom in je Cameron šel na zadnje zice k Janice, ji dal nož na njo in ji pač grozil in je rekel, če bo naredila to, kaj on reče, in ona je bila, da je rekla, da ja, zaradi tega je bilo strah, da bo jo bil. In na glavo je dal tako leseno škatlo, ki prepreči, da bi ti videl kaj, slišal kaj in pa da zgubiš orientacijo oziroma ne veš, kje si. Ful grozne, bom pokazala slike, pač ni fajna stvar. Se opravičujem, ker se ful svetloba spreminja, ampak bomo probali za to ne razmišljati o tem. Zasledila sem, zdaj koliko je to res, ne vem,
Ampak v bistvu sta se Janice in Cameron dogovorila, da bo ta ona dva ugrabila nekoga na tak način, zaradi tega, ker je njen mož, torej Cameron, prej izvajal tudi sex bondage na svoji ženi, kar pač očitno ni bilo všeč. In se je ona odločila, da lahko v bistvu vzame sex slava, kar nažalost je resna stvar v našem svetu, ki se to dogaja dosti več, kot si mi zamislimo. Modern slavery, torej moderno suženjstvo je grozno. O tem bom tudi mogoče kdaj govorila, ampak zdaj bomo govorili o Colleen Stan. Torej, ko so dali toga nazaj na glavo, so šli nazaj v avto in so se odpeljali do njujnega doma, kjer je Cameron takoj odpeljal Colleen v klet, jo zavezal roke in jo privezal na neke kline na strop in potem je v bistvu tam visela, niti ni stala, videla ni nič, imela je zavezane roke, bila je naga in je bila zavezana tam in je tam visela. Naj bi potem Cameron in Janice imela spolne odnose zraven tega, ko je ona bila tam privezana. Na začetku Cameron ni imel spolnih odnosov z Colleen, torej ni posilal, ampak je imel zgolj zato, da je lahko mučal in potem je imel spolne odnose s svojo ženo, ki je tudi ona včasih to gledala, ampak koliko sem jaz razumela, ona ni njo mučila, ampak je v bistvu mučil predvsem Cameron. No in takrat se je začela dolga zgodba Colleen Stan. To je ena izmed najbolj bizarnih, kar sem jaz čula, ker vse zgodbe od pač ugrabitve so bolane, ampak to, kar boste zdaj čuli, je grozno. Torej, potem je ona 23 ur preživela v škatli in je imela zavezane oči, da nič ni videla in tisto 1 uro na dan je šla, da je dobila mogoče kaj za jesti, mogoče kaj za piti in pa preostali čas je bila v bistvu zaprta v škatli in je potem on tudi mučal. Medtem, ko je v bistvu bila ugrabljena, njena družina ni vedela, kje je. Njeni starši so vedeli, da gre na surprise party k njeni prijateljici oziroma prijatelju, ne vem točno, je bila ženska ali moški, ker se pa piše friend, kar pa nima gendera, tako da žal. In pač oni so mislili, da gre tja, ker se pač nič ni javila, so predvidevali, da je tam. Medtem ko prijatelji, ki so bili tam, oziroma prijateljica, ki je bila tam, ali prijatelj karkoli, ni sploh vedel, da ona pride, ker je bilo presenečenje, tako da doben pač ni posumil, da je nekaj narobe. In potem, ko pač je bila pogrešana že nekaj dni, oziroma ko je ni bilo nekaj dni, so pač prijatelji mislili, da je to malo čudno, da nje že ni nazaj par dni in so klicali starše in potem so pač ugotovili, da je pogrešana. In so začeli iskati, kar je ful težko, zaradi tega, ker ona je dobesedno bila toliko časa oziroma kilometrov je med Oregon pa California oziroma Northern California, da bi lahko bila bilo kje in vsi sploh niso vedeli, kje naj začnejo iskati. Policijo so informirali, ampak ko sem rekla, pač to je taka velika površina, da sploh niso vedeli, kje naj začnejo, ker ne vejo, kdaj je zginila. Ona je v bistvu od Oregona že potovala par ur in je pol v bistvu še bila samo 2 uri stran od Northern California, ampak kot sem rekla, pač doben tega ni vedel, tako doben ni vedel, kje naj sploh išče. Dobesedno je zginila brez kakršnekoli sledi, torej gone without a trace. Pač starši so bili vsi obupani, vsi so bili bolj kot ne, niso vedeli, kaj naj si misli, niso vedeli, kaj se dogaja, niso vedeli, ali je šla kam, ampak so bili tako, da to pač ni tako kot ona, da ona ne bi šla nikamor. Zato so pač starši predvidevali, da je mrtva, prej kot pa da bi jo kdo ugrabil in je mama v bistvu dala njene slike od zob in vse to pač, da če bi najeli kako truplo in da bi lahko preverili, če je to Colleen. Ona je preživela 23 ur v tisti škatli in potem, ko je ven spustil, je tisto malo pojedla in pa je v bistvu mučila. Med tem časom, ko je ona tam noter ležala 23 ur, je Janice, oziroma Cameron in Janice zaživela normalno življenje. Janice je skrbela za njunega 8-mesečnega otroka, on je hodil delati, vse je bilo normalno in takoj, ko je prišel domov, je šel v klet in jo mučal. Mislim, že tisto 1 uro, ko je ven spustil, si je ona verjetno želela, da jo ne bi, ker realno on je mučal zraven, jo je še slikal in dansko je ful nekih slik tudi obstaja, ampak so vse prekrite, da pač dansko nič ne vidiš. In po 8 mesecih njene ugrabitve je končno prvič vzel dol tisto prevezo, ki je imela preko oči, kar je 8 mesecev
da ti nič ne vidiš. Da ona sploh ni vedela, kje je, kako izgleda tisti prostor in polk je točno končno dol vzela, je ona videla, kje sploh je. In potem je sta šla v neko sobo, ne vem točno kje, ampak je imel je imel revije, ki so bolj to te bondage pa take stvari, pa pač pornografija in je to pokazal. In potem je še ven privlekel eno pogodbo, ki je rekel, da je on del organizacije, ki se je imenovala The Company, ki je v bistvu bila organizacija, ki je imela sex slaves in take stvari. In Cameron naj bi bil del te organizacije in je rekel, da pač ona mora to podpisati, da lahko ostane z njim, ker če ne bo podpisala te pogodbe, bojo jo dali nekam drugam, ki bo še hujše. Tako da pač ona je vlada to jelo strah, je verjela. Podpisal se ne s svojim imenom, ampak kot Michael Powers. Tam je noter pisalo, da ona v bistvu mora potrditi sama sebe. Torej, ko ona to podpisala, naj bi njeno življenje postalo malo boljše, ampak res malo boljše. Takrat je lahko, pač ni več rabila nositi privez, pa take stvari in je moče imela malo več svobode, kar realno ni bilo kaj dosti. Od takrat dalje so njo klicali K, kot črka K, oziroma v angleščini K. In mislim, da to so uporabljali, ne vem zakaj črke, ampak mislim, da je to pač, da te še bolj potredijo in da si v bistvu samo številka oziroma črka, da sploh nisi oseba. In ona njega mogla klicati Master in tako je potem bilo njuno razmerje. Niti govoriti ni smela, če on to ni dovolil. In takrat je, to sem na Wikipediji zdaj našla, tukaj piše, da je on hotel, da je Colleen kot female character, oziroma ženski karakter v 1954 francoskem erotičnem novelu zgodba o in moče zaradi tega tudi črka K, ne vem, in takrat je on začel njo v bistvu posiljevati. Zdaj pa, on je ni posiljeval na normalen način, zaradi tega, ker sta z ženo bila dogovorjena, da on ne bo imel spolnih odnosov z Colleen, ki jo je v bistvu on njo posiljeval na oralen način. In pa v njo je v bistvu pač vaginalno pa je posiljeval na tak način, da je v njo dal različne predmete in pa analno različne predmete. Nikoli ni on šel v njo, če veste, kaj mislim. Tukaj pod sabo imam računalnik, da če gledam kaj dol, je zato, ker imam računalnik tu spodaj. Kasneje so se preselili Cameron oziroma Hooker družina z Colleen Stan so se preselili v mobilno hiško, mobile home, kjer so zgradili tako, kot sem rekla, škatlo oziroma skoraj kot neko krsto za Colleen, da je ona lahko noter ležala. In ta škatla je bila pod posteljo od Janice in Cameron. Torej, ona je tam noter 23 ur na dan ležala pod njima, da je čula vse, kaj se je dogajalo. Potem je šla za 1 uro ven, mislim, groza. Torej, potem je Colleen dobila malo več prostote oziroma svobode in je bila spuščena iz škatle za malo več časa, da je pomagala pri hišnih opravilih. V tem času sta tudi Cameron in Janice imela še enega otroka in je tudi pomagala skrbeti za drugega otroka. In pač potem, ko je to vse naredila, je šla nazaj v svojo škatlo in tam čakala. Zdaj, v tem času je dejansko imela svobodo, je imela telefon, je imela sosede, bi lahko je naredila, bi lahko je rekla, ampak njo je bilo tak strah, da bi ta company naredila kaj, ker pač je Cameron skozi grozil, da če bo ona bilo kaj naredila, da oni skozi gledajo, da vejo, kje je njena družina, da bo ubili njeno družino, če ne bo ona pač ubogala in ostala tukaj, da pač ona misla, da je skozi ogrožena in zato nič ni upala nikoli narediti. No in v tem času je potem Cameron začel graditi tako sobo oziroma imenovala se The Dungeon, kjer je v bistvu bila njegova fantazija, kjer bi on potem
delal vse to Colleen pa še drugim ženskam, ki jih je planiral, da jih bo ugrabil čez čas. Colleen je v bistvu mogla celo pomagati njemu to graditi. No in to se je pa tudi dogajalo še kar nekaj let in po vsem tem času se je v bistvu nekako navezala, oziroma tudi Cameron se je navezal na njo in je zaupal, zato ker je bila toliko časa v njegovi hiši in njih skušala pobegniti. In pač ne vem, kak je to zaupal, ampak ja. Dovolil je, da pokliče domov in takrat so imeli samo tiste telefone, ko si lahko poklical na domači telefon. In je dovolil, da pokliče, ampak je rekel pač, da the company, da posluša, da vijo, kje je njena družina, da če bo rekla karkoli, bo oni to čuli, ker prisluškujejo telefonom in bo ubili njo in njeno družino. Teda spet pač ni upala nič reči. Preklicajo domov in javila se je njena sestra in pač logično, da v tem času so bili vsi samo v šoku, zaradi tega, ker to je bilo 4 leta že več po njeni ugrabitvi, oziroma ko so oni pač mislili, da je enostavno zginila, da je umrla. In ko so se vlada klicala domov, so bili vsi tako, kaj se dogaja, sestra je bila, kje si, kak si, vse v redu. In pač Colleen je vlada rekla, da je vse okej, nič ni prav, mislim, da nič povedala, kje je, kaj dela, ampak pač bi se samo pogovarjala, da jih pogreša in da mora iti, ker pač ne more se več pogovarjati. In njena družina v bistvu ni poklicala policije, ker so pač mislili, ker je pač Colleen sama rekla, da je vse okej, da nič ni narobe in so pač mislili, da dejansko nič ni narobe in so mislili, da se je priključila nekemu temu kult, ko imajo, oziroma ja, nekem religious cult, ampak da se ni. Po eni strani, mislim, po eni strani razumem, zakaj niso klicali policije, po drugi strani pa, ne vem, je to pa meni tako pogosto, da ljudje grejo nekam, ampak če bi moj otrok zginil za 6 let, pa če je star 40, bi zahtevala razlago, kaj da fakt se je zgodilo. Ampak res pač da jih je bilo strah, da bo spet zginila, kar se razumem. Da nikoli ne veš, kako boš ti odreagiral v tistem trenutku, ampak vseeno se mi zdi, da pač ja, ona je rekla, da je vse okej, ampak dejansko niso glih nekako mogli sumiti. Leta 1981 je tudi Cameron dovolil Colleen, da gre na obisk svoji družini. Kar jaz sploh ne morem verjeti, kako se je to zgodilo. Ampak ona sta šla in ga je ona predstavila kot njenega fanta. In potem je on šel in je rekel, da mora nekam iti in da pride potem nazaj. Tako da ona je bila v hiši z svojim družino sama in jim ni povedala, zato ker je bilo tak strah, kar je meni tako grozno, žalostno. In oni starši, mislim, družina je rekla, da oni spet niso upali preveč spraševati, kje je, kaj dela, zato ker jih je bilo strah, da bo spet zginila in da je ne bo nazaj. Spet v mojem primeru, če bi moja jaz naredila v moji familiji, bi me zaklenili v bajto, pa bili tak, kje si bila. Ampak glej, vsi smo drugačni, ne vem. In potem so oni, in pač je ona rekla, da je vse v redu, da je on njen fant in da se zdaj selita in da mislim, da ko se bo ta preselila, da bo dala naslov pa telefonsko take stvari, zato nisem čisto sicher, ampak tak naj bi bilo to. In potem je ona spet šla in vsi so mislili, da je okej, niso vedeli, da je dejansko bila ugrabljena in kaj vse se dogaja, kar je meni tako grozno, pa in stvari tako malo neverjetno, ampak veš, dejansko kako je moglo njo biti strah, da ni upala nič reči, po drugi strani pa zakaj niso starši fucking zaklenili v bajto. In potem, ko sta bi se prišla nazaj iz tega izleta, jo je spet zaprl v škatlo 23 ur na dan, kateri škatli je bil tak več kot, ne vem, po mojem 20-30 stopinj, 100 degrees je pisalo, koliko je to, nisem prevedla, bom tu napisala, ampak ful toplo, vroče in spet je tam preživela večino časa, ker se mi zdi, da on je takrat bil, malo ga je bilo strah, ker je šla domov, ga je bilo strah, da bo zdaj hotela pobegniti kakorkoli. Mislil si je, da je dal preveč svobode in zato je spet zaprl. In potem je, mislim, da 2 leti ona spet tam noter ležala, spet bila samo 1 uro na dan zunaj. No, torej po 6 letih, torej minula 6 let in leta 1983 je Janice, oziroma ja, od Camerona žena, kar nekaj dobila neko fascinacijo oziroma interes v vero njeno, torej da bi postala kristjanka oziroma krščanka. Cameron in Janice sta vedela, da je
Colleen sama bila ful verna in da je imela ful pač znanja o tem in zato je spet dobila malo več svobode in je bila spuščena na prostost, kjer ste z Janice potem neke vrste spoprijateljili preko tega, začela se pač več pogovarjati, pomagala je v veri in začele sta po 6 letih hoditi v cerkev. Enkrat na teden je Cameron dovolil, da gresta Janice in Colleen v cerkev, kjer bi spet lahko povedala dosti ljudem, ampak pač še vedno je bilo strah. Ker je toliko časa preživela z Janice, so jo potem spet ponovno predstavili svojim sosedom, ki so sosedci dejansko mislila, da se odselila, ker je pač ful dolgo niso videli, v bistvu pa je ona bila v isti hiši. Postala je tudi druga žena Camerona, ker je dobil neko čustveno navezanost in potem po vsem tem se mi zdi, da ko je Janice dejansko postala verna, se je začela počutiti malo krivo, malo žalost, mislim, obžalovala je očitno njene odločitve in je kar naenkrat dobila kot neki mentalni zlom, doživela mentalni zlom in je povedala Colleen, da The Company ni resnična, oziroma ne, rekla, da The Company naj bi obstajala, ampak da Cameron nima sploh nobene veze z njimi, tako da ta pogodba ni realna in da oni sploh ne vejo, da ona obstaja in ne, tako da dejansko edina stvar, ki je Colleen preprečila, da bi pobegnila, da bi probala pobegniti, je bila ta The Company, ker je bilo tak strah, da bo kaj naredili njej oziroma njeni družini. Takoj, ko je to zvedela, je šla, je pobegnila in je poklicala z tistega telefona, oni payphone, ko so imeli, ne vem, ko se temu reče, Camerona in je bila tak, jaz grem in ona ve, da bi ful živčen, bla bla bla. In potem je ona dejansko šla domov, tam je rekla, kot da nič ni bilo, začela doživeti normalno svoje življenje, da ni nič posumil, da je kaj narobe, ker pač niso vedeli. In mislim, da je minilo koliko, par mesecev, torej Colleen dobajmo ni povedala, ne vem koliko časa je minilo, jaz bi rekla par mesecev in potem, kot sem rekla, da je Janice imela ful težave, je še vedno hodila v cerkev, kljub temu, da več ni pač imela zbranih za hoditi in je prosila župnika tam, če lahko pač pove svoje grehe, da se pokesa in pač on je rekel, da je takoj videl, da je nekaj narobe in ko ona začela govoriti o vsem tem, priznala, kaj vse se je zgodilo, je on bil tak, čakaj, da mora to ustaviti in da mora poklicati policijo in je pač ona dovolila, da pokliče in je ona potem se priznala. In pač prvo, oni niso verjeli njeni zgodbi, pač policija, ker je tak bizarna in tak, pač ni bilo takih dokazov na nje, nisi videl, da bi bila ful, da bi pač imela posledice tega, da bi jo bilo, ne. In potem, ko so kontaktirali še Colleen, so vlada verjeli, ko je vse ta zgodba ven prišla. Tako da ja. Torej, Janice je na koncu dobila, oziroma na sodišču, niso sodili, torej ona ni bila obsojena na nobeno zaporno kazen. V bistvu v angleščini se reče she was granted immunity, zato ker kljub temu, da je ona pomagala pri njeni ugrabitvi, je tudi pomagala na neke vrste pač pobegniti, oziroma pač povedala je, da Company ni resnična in je potem lahko na tak način ona sama pobegnila. Cameron je trdil, da pač on je rekel, da on ni kriv in mislim, da je imel več kot 18 ali 17 različnih pač obtožb, kaj je on naredil, ampak pač on je rekel, da on ni kriv, pač da je ona se dovolila in da se ona s tem strinjala, kar je nažalost imel ful dosti dokazov do tega. Torej, ona je bila 6 let je bila ugrabljena, 7 let in je imela prostoto, lahko bi komu povedala, delala je, domov je šla, s starši se je pogovarjala, slike so, ko ona slikana z njim, pisma so najdli, kjer ona v bistvu izpove svojo ljubezen, vse to, ki pač podpira njegove izjave, ampak je ona rekla pač, da dejansko so tudi psihologi, vsi so prišli in so pač pomagali vse to razvozlati in so pač rekli, da je njo bilo strah in da je bila brainwashed. Tudi so rekli, da je mogoče bilo malo Stockholm syndrome. To je v bistvu, ko tudi ti neko navezanost na svojega ugrabitelja, kar je tako grozno, ampak pač se zgodi. Pač ona je rekla, da bolj ko ona prijazna do njega, bolj je bil on prijazen do nje, zato je pač kao rekla, da ga ljubi v takem smislu. V sodišču so prikazali, v kakem stanju ona živela, torej dosljedno so
zgradili modele teh pač vsega, to te lesene škatle, ki je imela na glavi, lesene škatle, v kateri je ležala, spala, v kateri je preživela 23 ur na dan. Vse to so prikazali in pač hvala Bogu je na koncu so ga pač rekli, da je on kriv, ker hvala Bogu, no, ker je kriv. S tem, ko njegova žena, torej Janice, pač nič ni bila kriva, mislim, so rekli, da je okej. Torej, zdaj sem pa še našla neke podatke. Cameron je tudi v bistvu neke vrste zlorabljal Janice, preden sta ugrabila še Colleen. Pač predstavil je bondage, potem enkrat je celo skoraj utopil med eno izmed teh iger, kakorkoli. Njegova najljubša igra je bila, da jo je Janice privezal za roke in jo obesil z stropa popolnoma nago in jo je tepel z pač bičem. Ugrabitev je dejansko bila planirana, zaradi tega, ker je imel pripravljeno škatlo v avtu, ki je bila v bistvu zraven nog od Colleen, ampak pač je ni opazila. Teda vse je bilo v bistvu načrtovano. Načrtovano je imel klet, kjer je privezal toto škatlo, v katero je dal. So pa rekli, da nič v preteklosti od Camerona Hook je kazalo na to, da bi on zdaj to delal. Pač on je imel perfektno oziroma normalno otroštvo, vse je bilo v redu, teda pač nič ni kazalo na to, da bi on lahko tega delal, če tega mislim, pač ni imel neke odzadja. To mislim, da je to. Hvala, da ste gledali. Če so vam všeč taki videi, lajkajte ta video. Spodaj lahko napišete, kjer primere hočete, da posnamem. Madeline McCain prihaja, okej? Če ste novi, se naročite in pa ja, to je to. Upam, da nisem kaj pozabila, vedno pa spodaj pustim vse članke na temo, ki sem jaz raziskovala, da si lahko kaj preberete, ker je možno, da sem kaj spustila, ker je ogromno stvari vedno, tako da se opravičujem. Če se kaj spomnim zmes, dodam nekje na screenu, tako da upam, da je to to. Tako da ja, dija!